teme. Kids TV. Spoznavamo dinozavre. Na svetu obstaja ogromno različnih živali, toda le redke so tako raznolike, tako velike in veličastne, kot so izumrli dinozavri. Na Zemlji so vladali več kot 150 milijonov let in danes jih nekaj pobliže spoznamo. Ste že radovedni katere? Takoj vam pokažem. V pomoč mi bodo danes tile magnetni dinozavri. Najprej moram škatlo odpreti, da pridem do njih sploh. No pa začnimo s temle velikanom. Kako mu je ime? Ga poznate? Kako? Brahiozaver. Zelo dobro. Takole, gremo naprej. Ali prepoznate tegale dinozavra? Kako mu je ime? Triceratops. Odlično. Takole. No, gremo naprej. Kdo je tale gospod? Ankilozaver. Zelo, zelo dobro. Ankilozaver. Odlično. Gremo naprej. Kdo pa je tale? Spinozaver. Zelo, zelo dobro. Evo ga, spinozaver. Takole, veste kaj? Predlagam, da najprej izvemo nekaj značilnosti od teh 4 dinozavrov. Ste za? Kje začnemo? Pri brachiozavru. Ste za? Začnimo. Brachiozaver. Brachiozaver je ena izmed največjih živali, ki je kadarkoli hodila po zemlji. Imel je ogromno srce, a zelo majhne možgane. Z dolgim repom se je branil pred napadalci. Je rastlinojedec, kar pomeni, da se je prehranjeval le z rastlinsko hrano. Poznavalci pravijo, da se je večino časa hranil, saj naj bi pojedel tudi do 200 kilogramov rastlin vsak dan. Živeli so v skupinah. Ko jim je na enem mestu zmanjkalo hrane, so se skupaj odpravili in poiskali novo lokacijo. Triceratops. Čeprav je bil velik kot slon, je bil triceratops zgrajen bolj kakor nosorog z nizko nameščeno glavo in zastrašujočimi rogovi. Njegove značilnosti so koščen ovratnik, koščene bodice, dolgi rogovi, zobje za rezanje, luskasta koža in oster kljun, podoben papagajevemu. Ankilozaver. Ankilozaver je bil rastlinojedi dinozaver. Glavna značilnost ankilozavra je bil njegov oklep, sestavljen iz velikih gumbov in kostnih plošč vgrajenih v koži. Kostne plošče so se od vratu širile po celem hrbtu proti repu. Njegova konica repa je bila ojačana, tako mu je ob zamahu repa omogočala izjemno moč. S tem repom so se ankilozavri lahko branili pred plenilci. Spinozaver. Ta orjaški teropod, daljši in verjetno težji dinozaver od mogočnega tiranozavra, je bil morda največji kopenski plenilec vseh časov. Je eden najvznemirljivejših dinozavrov, odkritih do zdaj, in tudi eden najskrivnostnejših, saj so našli samo nekaj njegovih kosti. Zgornja čeljust je bila podobna krokodilovi, kar je bilo idealno za grabljenje spolzkih rib. Pred očmi je imel koščen greben, imel je tudi gibljiv vrat, močne prste, luskasto kožo in veličastno jadro na hrbtu. Wow, kakšne zanimivosti smo izvedeli o teh 4 dinozavrih! Ampak preden gremo naprej, dajmo samo še enkrat ponoviti, da vidim, če ste si zapomnili. Kako je njemu ime? Brachiozaver. Tole je triceratops, tole ankilozaver in tale strašni dinozaver je spinozaver. Zelo dobro. Gremo naprej. Tele velikane zdaj moram umakniti za nekaj časa. Takole. Pa gremo naprej. Kdo je to? Diplodok. Zelo dobro. Kakšen dolg vrat ima tale diplodok. Tegale vsi poznamo, kaj ne? Tiranozaver. Odlično. Gremo naprej. Kdo pa je tale? Parazaurolov. Zelo dobro. Parazaurolov. Krasno.
Gremo naprej. Kako je ime temule dinozavru? Stegozaver je zelo, zelo dobro. No, pa da vidimo, s kakšnimi značilnostmi so se ti 4 dinozavri ponašali. Diplodok. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Bil je orjaški rastlinojedec, ki je mulil liste s krošenj visokih dreves. Kljub ogromni teži se je diplodok lahko povzpel na zadnji nogi, da bi dosegal najvišje veje dreves. Imel je majhno glavo, luskasto kožo, klinaste zobe, biču podoben rep, težo telesa pa so nosile 4 debele stebraste noge. Tiranozaver. Tiranozaver je bil eden največjih mesojedih plenilcev, ki so se kadarkoli sprehajali po zemlji. Imel je veliko glavo, dolge zobe, ki so bili ostri kakor noži, močni stojni nogi, vendar kratke roke. Vid je imel bolj podoben orlom, kot pa večini sesalcev. Znano je tudi, da je imel zelo močno razvit čut za vonj in tudi slišal je izvrstno. Parazaurolov. Parazaurolov je imel širok kljun, visok hrbet, močne noge, težek rep in majhne luske. Bili so rastlinojedi dinozavri in njihova glavna značilnost je bil lobanski greben, ki je kot cevasta kostna tvorba štrlel iz glave. Znanstveniki menijo, da so se po grebenu ločevali samci od samic. Samci so imeli daljši greben od samic. Funkcija grebena je bila hkrati tudi zvočno zaznavanje ter uravnavanje toplote, hladil naj bi možgane. Parazaurolofi so pri hoji uporabljali tako samo zadnji par nog, kot tudi vse 4 okončine. V ustih so imeli stotine zob, s katerimi so prežvekovali rastline. Zobje so se jim redno obnavljali oziroma menjavali. Stegozaver. Stegozaver je imel po celem hrbtu 2 vzporedni vrsti ostrih koščenih plošč. Na repu je bil oborožen s 4 smrtonosnimi bodicami. Bil je približno enako velik kot slon, toda njegovi možgani niso bili nič večji od pasjih. Z ostrim kljunom in majhnimi zobmi je trgal praproti in drugo nizko rastoče rastlinje. Bil je namreč rastlinojedec, se pravi, je jedel samo rastlinsko hrano. Wow, kakšne zanimive živali, se vam ne zdi? No, preden gremo naprej, še enkrat ponovimo imena teh 4. Tale je diplodok. Kako je temule ime? Tiranozaver. Kdo je to? Parazaurolov, odlično. In njemu je ime kako? Kako? Stegozaver, zelo, zelo dobro. V škatli se skrivata še 2 dinozavra, pa poglejmo, katera 2. Tale je morski dinozaver in sicer sliši na ime, kako? Pleziozaver je, zelo dobro. In leteči, Ne vem, če se je tako oglašal, ampak predstavljam si, da je bil kar glasen. Kako mu je ime? Pterodaktil. Zelo dobro. No, prisluhnimo značilnostim še teh 2 dinozavrov. Pleziozaver. Pleziozavri so bili velikanski morski kuščari. Imeli so močno, široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti. Pleziozavri so največji znani morski plenilci in roparji, ki so jih do sedaj našli. Je pa res, da danes v naših oceanih živi še večje bitje in sicer sinji kit. Pleziozavri, ki so se prehranjevali pretežno z ribami, spadajo med živorodne kuščarje, kar pomeni, da so rojevali žive mladiče. Pterodaktil je bil z dolgimi in močnimi krili dobro opremljen za letenje. Toda njegove močne noge in velika stopala s plavalno kožico nakazujejo, da je hrano verjetno iskal na tleh ali v plitvi vodi. Imel je ostre zobe, naglavni greben, kosmato telo, kratek rep, dolga krila, na njih pa krilne kremplje. Tale 2 sta mi še posebej pri srcu. Pleziozaver kot izvrsten plavalec in pterodaktil kot izvrsten letalec. Res, priznam, te živali so krasne, edinstvene in veličastne.
Zdaj pa, preden gremo naprej, predlagam, da te dinozavre še enkrat spravim semle na pesek. Ste za? Lahko bom zelo hitra. Poglejte ga. Diplodok, pa tiranozavr, pa parazaurolov, pa stegozavr, pa visoki brachiozavr, pa triceratops, pa tule imamo še ankilozavra, odlično, in še spinozavra. Tule ga bom zadaj namestila. Veste, med magnetki najdete tudi drevesa, pa tako rožnato travo, pa še eno drevo. Skratka, če ste mislili, da so magnetki samo za namagnetno tablo, ste se zmotili. Jaz se z magnetki najraje v pesku igram. Ja, vem, malo sem posebna, ampak a ni zabavno, no? Je, se strinjate z mano? Ok, zdaj pa gremo naprej. Čas je, da preverimo, kaj smo se oziroma koliko smo se naučili. Kvizko čaka z novimi vprašanji. Kam si pa ti zlezel, diplodok? Pardon, Kvizko čaka z novimi vprašanji. Preverimo, kakšnimi. No, čakaj, še drevo popravim. Kvizko živali. Dober dan, otroci. Diana tu z novimi vprašanji. Pa začnimo. Gorila, kača, krokodil. Katera izmed treh živali sika? Katera izmed treh? Kače sikajo, seveda. Veste, ko nam kače kažejo jezik, to ni zato, ker bi bile neolikane, ampak tako tipajo in zaznavajo okolico. Živijo na različnih kontinentih sveta. Večina kač pa obožuje toplo podnebje. Gremo naprej. Lev, lisica, konj. Katero izmed treh živali jahamo? Je to lev, lisica ali konj? Konja jahamo, bo držalo. V družino konj spadajo pravi konji, osli, polosli in zebre. Konji imajo dobro razvit sluh in voh, vid nekoliko manj. So rastlinojede živali in se oglašajo nej. Gremo naprej. Kačji pastir, mravlja, metulj. Katera izmed treh živali živi v mravljišču? Je to kačji pastir s prve slike, mravlja, ki jo vidimo na drugi sliki, ali metulj na tretji sliki? Mravlje, seveda. Mravlje živijo v velikih skupinah in urejeni družbi. V mravljišču živijo 3 vrste mravlj. Matica vali jajca, samčki oplodijo matico, delavke pa prinašajo hrano in skrbijo za matico in ličinke. In gremo naprej. Nosorog, pujs, tiger. Katero izmed treh živali najdemo na kmetiji? Je to nosorog? Je to pujs ali tiger? To je pujs. Prašiči, ki živijo na kmetijah, živijo v svinjaku. Zelo radi imajo koruzo, radi se valjajo v blatu, še posebej v dneh, ko je zunaj zelo vroče. Kako se pujski oglašajo? Gremo naprej. Žirafa, krava, raca. Katera izmed treh živali nam da mleko? Je to žirafa, krava ali raca? Krave nam dajo mleko. Ste vedeli, da so zelo družabne in da si med njihovo čredo vedno izberejo najboljšega prijatelja? So tudi izjemno radovedne in slišijo bolje kot mi. Kako pa se oglašajo? Mu! Gremo naprej. Diplodok, triceratops, pterodaktil. Kateri izmed treh dinozavrov je znal leteti? Kaj potrebujemo, če želimo leteti? To je bil pterodaktil. Pterozavri oziroma krilati kuščari so bili prvi dinozavri, ki so leteli že davno pred praptiči. So najbližji sorodniki dinozavrov. Pterodaktil pomeni krilati prst. Kvizko, to je to.
In dobro nam je šlo. Dober večer, otroci. Danes pred spanjem štetje do 5 ponovimo, potem pa se v sladke sanje skupaj potopimo. Diana vam bom v rimah brala, upam le, da ne bom pred vami zaspala. Hitro, hitro začnimo brat, potem pa čisto zares spat. 5 divjih števil. En čisto pravi tiger se tiho plazi, potem pa kar naenkrat zarenči, da vsakdo hitro zbeži. 2 črtasti zebri v savani živita in senco dreves v vročini lovita. 3 papagaji v pisani krošnji drevesa sedijo in svojo pesem žvrgolijo. 4 opice cele dneve z vej visijo, se gugajo in vreščijo, pa še svoje repe lovijo. 5 rožnatih plamencev se vode veseli, njihovo perje pa se kot zlato v soncu blešči. Preden zapremo oči, ponovimo skupaj štetje od 1 do 5. Ste pripravljeni? 1, 2, 3, 4, 5. Da utrdimo znanje, ponovimo spet. 1, 2, 3, 4, 5. Odlično, čudno vam gre. Jaz sem že zaspana, oči se mi zapirajo. Čas je, da vas močno objamem, vam pošljem poljubčka in zaželim sladke sanje. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive, 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Gremo naprej. Naučimo se narisati morskega psa. Nov risarski podvig je pred nami. Danes s pomočjo knjige Čivčav narišemo morskega psa. Takoj vam pokažem, kakšen bo izgledal. Ta-na-na-na. Hiter, neslišan, vzbuja strah in trepet, drsi po vodi. Aha, točno tega morskega psa bomo narisali. Jaz papir imam, flomastrov in barvic mi tudi ne manjka. Kaj to pomeni? Da lahko začnemo? No, pa dajmo. Tako kot vedno, začnemo pri napotku številka 1. Še prej pa izberimo barvo, s katero bomo risali. Moj morski pes bo temno modar. Napoved številka 1 pravi, da narišemo eno ravno črto. Takole. Vam je uspelo?
Če imate ravnilo, lahko ravno črto narišete tudi z ravnilom. Jaz delam vse prostoročno. Gremo na napotek številka 2. Poglejte, tej ravni črti bomo dodali polkrog. No, pa poskusimo. Tule spodaj pa narišemo polkrog. Vam je uspelo? Odlično. Lahko gremo naprej? Pojdimo. Napotek številka 3. Naš morski pes dobi usta in delno tole zgornjo plavut. Pa poskusimo. Usta narišemo eno tako ravno črto. Dobro, tule bomo narisali en polkrog. Takole na njegovem hrbtu. Smo? Gremo naprej na napotek številka 4. Naš morski pes spregleda, pa mu bomo najprej narisali en uček, takole en mali krogec, ki ga pobarvamo in zaključimo zgornjo plavut. Spet z enim takim rahlim polkrogom. Smo? Gremo naprej na napotek številka 5. Naš morski pes dobi še 2 črti, tule čisto na koncu. Napotek številka 6 nam pove, da je tole bil pravzaprav rep. Se pravi, narišemo eno črto tule, pa še na nasprotni strani in tako naš morski pes dobi rep. Gremo dalje, napotek številka 7. Našemu morskemu psu manjka še spodnja plavut in sicer bo ta v obliki trikotnika. Vam je uspelo? In kaj še manjka morskemu psu? Te 3 črte mu bomo narisali. Takole, tule, rahlo polkrožne so. 1, 2, 3. Kaj ni krasen, pa tak nevaren zgleda. Poglejmo, to je bil zadnji napotek, ampak glejte tule, na končni sliki v knjigi Čiv čav je še morje, pa kakšen kamenček spodaj. Morda pa lahko tudi mi narišemo morje. Jaz bom zamenjala barvo in sicer bom vzela svetlo modro, pa bom takole narisala take valovite črte, ki bodo predstavljale morje. Evo, tudi vi lahko narišete take valovite črte, da lahko naš morski pes plava v vodi. Odlično. Aha, pa še kakšen kamen. Dobro, jaz si bom izbrala sivo barvo, pa bom tule narisala še take okrogle kamne. Tako je. 1, 2, 3, pa recimo tule še 4, pa 5. Tile kamni lebdijo v mojem morju, ampak nič hudega, meni je všeč tako. Lahko bi bili tudi kakšni taki vodni mehurčki. Ja, kaj pa če rečemo, da to niso kamni, ampak vodni mehurčki? Boljša ideja. Tako, še kak vodni mehurček bom narisala. Takole. Haha! Vam je všeč moja risba? Meni tudi. Veličastna žival je tale morski pes, kaj ne? Sploh ne morem verjeti, da so morski psi živeli še pred dinozavri. Ja, res je, sem prebrala v knjigi o morskih psih. Ne verjamete? Potem pa le pojdite v knjižnico starši in si izposodite knjigo o morskih psih, pa boste videli, da imam prav. Risbico pa predlagam, da obesite nekam na steno ali pa jo podarite komu, ki ima rad morske živali. Poglejte, jaz pa Tim je moj sinko, sva narisala tegale morskega psa in ga bomo podarili oziroma ga bova podarila njegovi babici, ki ima zelo, zelo rada morske živali. Pa še nekaj vam moram pokazati. Timov prijateljček Jaka je narisal sivjega kita, ki mi ga je podaril in tale gre na steno. In ko mi je Jaka podaril tole risbico, sem se spomnila, da pravzaprav bi lahko imela tudi kakšno vašo risbico doma. Tako da, če želite, jo lahko narišete in prosite mamico ali očka, da jo pošlje na tale naslov spodaj. Zmenjeno in jo naslednjič z veseljem pokažem. Dogovorjeno, zdaj pa gremo naprej. Odkrivati skrivnosti Abu škatle. Le kaj skriva danes? Poglejmo skupaj. Kvisko, malo tu, malo tam. Diana tu, ste pripravljeni na nova vprašanja? Začnimo. Kuža, miš, hrošč.
Katera izmed 3 živali je najmanjša? Miška je majhna, ampak hrošč je tudi majhen. Nekateri kužki so tudi majhni. Hojojoj! Ampak hrošč je najmanjši. Hrošči so žuželke raznolikih telesnih velikosti in oblik. Njihovi predniki so živeli v morju, danes pa najdemo hrošče v vseh okoljih, samo v morju ne. Hranijo se z najrazličnejšo hrano. Gremo dalje. Pračlovek, meduze, morski polž. Kdo izmed 3 slik se je ovijal v živalske kože? Le kdo? Pračlovek, seveda, bil je drugačen od nas. Živel je davno v kameni dobi, prilagojen je bil na življenje v divjini. Živeli so v votlinah, kjer je bilo temačno, ovijali pa so se v živalske kože in na stene votlin slikali živali in odtise dlani. Gremo dalje. Vulkan. Na drugi sliki bodite pozorni na dimnik na hiši, na tretji sliki pa je zalivalka. Zanima me, iz kje priteče žareče rdeča lava? Iz vulkana, seveda, malokaj na naši zemlji je bolj zastrašujoče kot vulkanski izbruh. Zemlja se odpre in žareča rdeča lava in pepel se razlijeta in razpršita po okolici. Gremo dalje. Sinji kit, morska zvezda, fosil. Kako z drugo besedo rečemo okamenelim ostankom? Dobro razmislite. Fosili je pravilen odgovor. Fosili so okameneli ostanki ali sledovi bitij, ki so živela v preteklih zemeljskih vekih. Globje ko kopljemo, starejše okamenine najdemo. Gremo naprej. Jak, vombat, kenguru. Katera izmed 3 živali koplje rove? Katera izmed 3 koplje rove? Vombat, ja, so zelo dobri kopalci rovov. Čeprav izgledajo okorni, so zelo hitri in močni. So rastlinojedi, jedo trave, zelišča, lubje in korenine. Še zadnje vprašanje. Kljunaš, zajec, krokodil. Katera žival ima podobno glavo kot raca? Da pomislim, kakšna že je raca? Pravilen odgovor je kljunaš. Večino časa preživijo v vodi. Na prvi pogled so zelo podobni bobrom, oblika glave pa je podobna rači. Njihovo telo je pokrito z gosto, temno dlako. Živijo v Avstraliji. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Dober večer, otroci. Obožujem pravljice in tako rada jih delim z vami. Danes beremo zgodbo o tem, kako je očka veveriček malemu Flukiju razložil, da je povsem varno, če ima rad samega sebe. Tudi sebe imam rad. Očka veveriček se igra s Flukijem. Rad te imam, reče. Tudi jaz te imam rad, odgovori Fluki. Očka ga vrti po zraku in Fluki se smeji. Rad te imam, rečeta oba hkrati. Tudi sebe imam rad, nenadoma reče očka. Fluki ga začudeno pogleda. Ampak rekel si, da imaš rad mene, kaj ne? Seveda, mu je odgovoril očka. Ampak rad imam tudi sebe. Fluki je zmajeval z glavo. Videti je bil malce potrt. Torej, je rekel zaskrbljeno, me nimaš več tako zelo rad? Očka ga je dvignil visoko v zrak in ga pogledal naravnost v oči. Seveda te imam rad, dovolj ljubezni imam za oba. Fluki je bil zmeden. Sedel je pod jablano in čeprav je ptica čudovito prepevala, je Fluki ni slišal. Pok! In jabolko je padlo z drevesa. Ampak Fluki ga sploh ni opazil, samo sedel je tam s svojimi žalostnimi mislimi. Rad se imam, je šepetal. Tako je rekel očka, toda kaj pa jaz? Če ima očka rad mene in sebe,
potem mora deliti svojo ljubezen. In če nekaj deliš, potem imaš manj, kaj ne? Vzel je jabolko in hotel ugrizniti van. Rad te imam, je na vse grlo zakričal očka in skočil izza jablane. Fluki se je tako prestrašil, da se je spotaknil in zakrilil z rokami. Ti mi lahko daš samo pol svoje ljubezni, je rekel Fluki. Poglej, pokazal ti bom. Fluki je razpolovil jabolko. Ti dobiš eno polovico, je rekel žalostno, in jaz dobim drugo polovico. Razdelil sem jabolko, zdaj imava vsak samo eno polovico jabolka, ne celega, kot imam jaz samo polovico tvoje ljubezni. Fluki je začel smrkati. Ker imaš rad mene in imaš rad tudi sebe, ostane manj ljubezni zame. Po licih so mu pritekle debele solze. O, ne bodi smešen, je rekel očka in ga dvignil v zrak. Vrtel ga je v krogu, dokler se ni obema zvrtelo v glavi. Nekaj bi ti rad pokazal. Pridi, greva k jezeru. Skupaj sta se zazrla v vodo. Naju vidiš? Je vprašal očka. Fluki je prikimal. Videl je velikega in malega Flukija. Ti me imaš rad, je rekel očka. Tudi jaz imam rad sebe, ker sem takšen, kakršen sem. Razumeš? Fluki je razmišljal. Očka je s prstom pokazal v vodo. Ali vidiš, kar vidim jaz? Ali vidiš tistega čudovitega Flukija? Ali misliš, da je prijazen, pameten, dober in zanimiv? Fluki se je nasmehnil. Zazrl se je v svoj odsev v vodi in mu pomahal. Njegov odsev mu je pomahal nazaj. Ja, je vzkliknil, rad se imam. In skupaj s tvojo ljubeznijo sem super, super srečen. Malčki moji, nikar ne pozabite, kako zelo pomembno je, da za svoj srček dobro skrbite. Imejte radi sebe in ljudi okoli vas. Tako vam bo lepo ves čas. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, v mehko dekico se zavite, mene pa iz srčka nikar ven ne spustite. Objem, poljubček in lahko noč. Kvisko, dinozavri. No, pa da vidim, koliko znamo povedati o dinozavrih. Kateri izmed 3 dinozavrov je zelene barve? Je to triceratops, diplodok ali tiranozaver? Kateri je zelene barve? Diplodok je zelen, bo držalo. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov ima krila? Je to brahiozaver, pterodaktil ali triceratops? Kateri ima krila in z njimi lahko leta visoko, visoko? Pterodaktil, kako pak? Z dolgimi in močnimi krili je bil dobro opremljen za letenje. Imel je ostre zobe, naglavni greben, kosmato telo, kratek rep, dolga krila, na njih pa krilne kremplje. Gremo na 3. vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov je imel oklep? Je to ankilozaver na prvi sliki, pterodaktil na drugi ali stegozaver na 3. sliki? Ankilozaver, aha, on je imel oklep. Bil je rastlinojedi dinozaver. Glavna značilnost ankilozavra pa je njegov oklep, sestavljen iz velikih gumbov in kostnih plošč vgrajenih v koži. Gremo dalje. Kateri izmed 3 dinozavrov je morski? Je to tiranozaver z prve slike, pleziozaver z druge ali stegozaver z 3. slike? Pleziozaver je bil izvrsten plavalec. Aha, bili so velikanski morski kuščari, imeli so močno široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti. Gremo naprej. Na kateri izmed 3 slik je fosil triceratopsa? Na prvi sliki, na drugi ali na 3? Se pravi, fosil triceratopsa. Kje je?
Fosil triceratopsa je bil na prvi sliki. Veste, fosil je del ali sled živega bitja, ki je ostala ohranjena v kamnu. Ste to vedeli? No, zdaj veste. Gremo dalje. Kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali, korenje ali čokolado? Le kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali so jedli, kaj ne? Bo držalo. Mesojedec je žival, ki se prehranjuje izključno z mesom. Gremo naprej. Kaj pa so jedli rastlinojedi dinozavri? So jedli druge živali, rastline ali sir? Le katera izmed treh možnosti je prava? No, da vas slišim. Rastlinojedi dinozavri so jedli rastline. Tako je, rastlinojeda žival pomeni, da je to žival, ki se prehranjuje izključno z rastlinsko hrano. Še zadnje vprašanje nas čaka. Kdo preučuje izumrle dinozavre? So to paleontologi, zobozdravniki ali policisti? Kdo preučuje izumrle dinozavre? Seveda, to so paleontologi. Prav oni preučujejo izumrle dinozavre. Govorimo o znanstvenikih, ki iščejo in preučujejo fosile. Kvisko, to je to. Abu škatla. Današnja Abu škatla se bo kar razpočila. Poglejte, očitno ima tako veliko stvari v sebi, da ni mogla pokrova zapreti. Abu škatla, kaj se dogaja? Kaj praviš? Praviš, da je morje tako ogromno, da ga nisi mogla spraviti vase? Otroci, a to pomeni, da bomo danes sestavljali morje? Abu škatla, a bomo sestavljali morje? Nočeš povedati? Moram pokukati pod pokrov? No prav, pa bom. Ampak čakaj malo, Abu škatla. Le neka zelena podlaga. Otroci, a je morje zeleno? Ne pa ni. Morje ni zelene barve. Kaj praviš? Naj ne sklepam prehitro? Naj še malo pogledam. Pa je res nekaj modrega. In to cela vreča modrih stvari. To bomo pa imeli veliko za sestavljati. Kaj? Abu škatla pravi, veliko morje, veliko za sestavljati. Ampak mi imamo hitre, spretne prste in bomo to opravili kot za šalo. A začnemo? No pa dajmo. Tako je. Kakšne barve je že morje? Modre, kaj ne? A so to vse modre kocke? Pa so res. Nekatere so temnejše, druge svetlejše. Tale recimo temno modra, medtem ko je ta svetlo modra. Je tudi morje različnih modrih barv. Bo držalo. Evo, že hitim, že sestavljam. Koliko kock je Abu škatla pripravila za nas. Danes me je želela malo utruditi, očitno. Škoda, ker vas ni zraven, da bi mi lahko pomagali. Zagotovo bi šlo hitreje. Imate radi kocke? Imate? Potem se mi lahko pridružite. Medtem, ko jaz sestavljam morje, tukajle, vi lahko morje sestavljate doma in potem se lahko skupaj igramo, čeprav tako prek ekrana. Evo, sestavljam. Še kar ni konca. Ampak morje je res veliko. A veste, da morje prekriva večino našega planeta Zemlja? Zato tudi rečemo našemu planetu modri planet. To sem vam že enkrat povedala. Je tako? Ste si zapomnili? Odlično. Evo, le še par kock mi je ostalo. No, mogoče malo več kot par, ampak smo pri koncu. Zdelo se je, da bo veliko več dela,
Ampak mislim, da smo mi to opravili brez večjih težav. Zdaj pa predlagam, ker so nam ostale le še te kocke, da jih še preštejemo. Pomagajte mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Še ena bi nam zmanjkala, pa bi jih lahko prešteli 10. Tako, a boš Katla, morje je sestavljeno. Kaj pa zdaj? Kaj praviš? Da v morju ni le voda, ampak tudi alge. Pa so res. A to pomeni, da so notri alge? Joj, tule je kar precej stvari. Takoj bom pogledala, če so tudi alge. Ja, pa so res. Poglejte jih. Alge. Tule bomo postavili oranžno algo. Tule, kakšne barve je tale algica? Zelene barve. Pa tale je modra. Tako. Pa imamo še rumeno algo. Zelo dobro. In rdečo. Tako, pa smo postavili vse morske alge. Še enkrat se spomnimo, kakšnih barv so te morske alge. Oranžna, zelena, rumena, modra in rdeča. Pa če jih preštejemo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 morskih alg je v našem morju. Ampak kakšno bi bilo morje brez morskih živali? Pa pokukam v buš Katlo, morda pa se notri skrivajo kakšne morske živali. A pogledam? Pa se res skrivajo morske živali. Pa da vidim. Poglejte ga, lepotca. Kdo pa je to? No, pomagajte mi. To je sinji kit, največja žival, ki živi na svetu. Kako je lep in plava po morju. Veste, sinji kiti so sesalci, tako kot mi. Kotijo žive mladiče in potem mladički sesajo mleko pri mamici. Poglejte ga, kaj ni krasna in veličastna žival. So bolj kot ne samotarji, redko kdaj se zadržujejo v jatah, pa jejo samo take majhne rakce. Kdo bi si mislil, pa tako velika žival? Jaz bi rekla, da jejo najmanj morske pse, pa ni tako, samo majhne rakce imajo radi. Zdaj pa poglejmo, katera morska žival se še skriva v buš Katli. Morski konjiček, ena izmed bolj nenavadnih rib. Se vam ne zdi? Poglejte ga. Zakaj mislite, da ima morski konjiček rep? Zakaj? Zato, da se oprijema na rastlinje na morskem dnu in se potem tako premika. In zato ga ima. Gremo naprej. Pogledaj, če je še kakšna žival notri. Tule je morski pes. Morski psi živijo v vseh svetovnih morjih. Živijo pa tudi v nekaterih rekah in jezerih. Pa še eno zanimivost vam bom povedala. Veste, ribe lahko plavajo naprej in nazaj. Morski pes ne zna plavati vzvratno, ampak samo naprej. Gremo dalje. Pokukajmo, če se notri skriva še kakšna morska žival. Pa se res. Kaj pa, če vam najprej postavim vprašanje? Katera morska žival ima 3 srca? Bi znali odgovoriti? Katera je to žival? Hobotnica, ja. Hobotnica ima 3 srca, eno večje in 2 manjši. Pa modro kri ima. Je zelo inteligentna žival in hitro se uči. Kar zaplavaj tule v naše morje, poglejte jo. Z lovkami vohajo in okušajo, živijo pa na morskem dnu v kakšni luknji ali pa v skalnih stenah. Sem že radovedna, katera je naslednja žival, ki se bo pridružila tem morskim živalim, ki smo jih že spoznali. To je žival, ki je družbo delala že dinozavrom. Katera žival je to? Krokodil. Hobotnica se boš malo umaknila in dala prostor
Krokodilu. Nekateri krokodili živijo v sladkih vodah, nekateri krokodili pa v slanih morskih vodah, se pa izležejo iz jajc. Gremo naprej. Čeprav vidim, je tule le še tale morska žival. In to je želva. Veste, želve se izležejo na kopnem, čeprav celo življenje preživijo v morjih. Govorimo o morskih želvah, seveda. Izležejo se majhne kot pavški, potem pa lahko zarastejo tudi do 2 metra. S svojimi plavutmi so tako spretne v vodi, kot ptice s krili v zraku. To so morske živali, ki jih je Abu škatla skrivala v sebi. Ponovimo še enkrat njihova imena. Kako je ime temule oranžnemu lepotcu? Morski konjiček, to je želva, krokodil, morski pes, sinji kit, hobotnica, zelo dobro. Pa zanima me tudi, če mi znate povedati, kakšne barve so. Morski konjiček je oranžen, želvica je zelena, krokodil ravno tako zelen, morski pes je moder oziroma svetlo moder, sinji kit, tale je siv in spodaj bel, hobotnica je, tako kot morski konjiček, oranžne barve. Krasno! Abu škatla mi nekaj govori. Abu škatla, kaj? V sebi skrivaš še nekaj poleg morskih živali? Kaj? A pogledam? No pa da vidim. Pa res? Čakaj. Kaj pa je to? Zgleda kot? Kot kaj izgleda? Kot čavl. Ja, bo držala, ampak kakšen je to čavl? Brez kapitana. Pa tudi kapitan je tule. Dober dan in dobrodošel, gospod kapitan. Kaj praviš, kapitan? Tale čoln nekam pust. Zato so tu notri še dodatne kocke. No pa dajmo še ta čoln sestaviti. Upam, da mi bo šlo. Kje naj začnem? Kapitan potrebuje krmilo. Predvidevam, ker drugega ni, da je to krmilo. Takole. Evo. Kapitan, tole bo bolje, kaj ne? Pa potrebuješ okno, skozi katerega boš gledal. Tja, skozi to okno ne bo videl prav veliko. Nekoliko višjega bomo morali sestaviti. Tale bela kocka gre spodaj in tale moder okenček na vrh. Potem bomo dali še eno tako rdečo ograjo, da kapitan ne pade dol. Pa še strehico, če bo dež slučajno padal, da ne bo kapitan moker. Tako, morsko vzdušje je popolno. Imamo morje, živali, alge, kapitana, čoln. Kaj še bi si lahko želeli? To je to, kaj ne? Hvala lepa, Abu škatla. Krasno presenečenje si nam danes pripravila. Zdaj pa le še sklepno dejanje. Kaj je to sklepno dejanje? A vi veste, kaj je sklepno dejanje? Ja. Z drugimi besedami sem želela povedati, da nas čaka le še ena rubrika, preden se poslovimo. In to je rubrika Zapojmo. Še veste, kaj sem vam na začetku rekla? Danes pojemo v angleškem jeziku. A sailor went to sea, to see what he could see, but all that he could see. Dajmo pet. Kvisko, kdo je moja mamica, se sprašujejo mladički. Jim bomo pomagali poiskati odgovor? No pa dajmo. Mačka, jež, lisica. Kako imenujemo mamo malega mucka? Ji rečemo mačka, jež ali lisica? Mačka je mamica malega mucka, njegov očka pa je maček. Veste, ko se mucki skotijo, še ne vidijo in ne slišijo. Veliko časa prespijo, ko pa se zbudijo, veselo sesajo mamino mleko.
Gremo naprej. Zajklja, jež, nosoroginja. Kako imenujemo mamo malega ježka? Ji rečemo zajklja, jež ali nosoroginja? Mama jež je! Aha! Očka malega ježka pa je očka jež. Zimo prespijo skriti pod kupom listja, ko se spomladi prebudijo, pa se odpravijo na lov za polži in žuželkami. Če jih je strah, se zvijajo v klopčič. Gremo dalje. Slonica, rakun, lisica. Kako imenujemo mamo male lisičke? Ji rečemo slonica, rakun ali lisica? Mami rečemo lisica, očku pa lisjak. So zelo zvite in prilagodljive živali, zelo spretne in hitre. Okrog hodijo v glavnem po noči, hranijo pa se z vsem, kar ulovijo. Zajklja, sova, lisica. Kako imenujemo mamo malega zajčka? Ji rečemo zajklja, sova ali lisica? Zajklja ji rečemo godržalo, očku pa zajec. Veste, ko se zajčki skotijo, nimajo kožuha. Da bi jim bilo toplo, se tesno stisnejo drug poleg drugega v topel nastil iz samičine dlake. Jež, nosoroginja, mačka. Kako imenujemo mamo malega nosoroga? Ji rečemo jež, nosoroginja ali mačka? Nosoroginja je mama malega nosoroga, njegovemu očku pa rečemo nosorog. Čeprav odrasli nosorogi tehtajo od 1,5 tone do 2,5 tone, so odlični plavalci. Celo več kot polovico svojega časa preživijo v vodi. Gremo naprej. Slonica, zajklja, veverica. Kako imenujemo mamo malega slončka? Ji rečemo slonica, zajklja ali veverica? Rečemo jim mama slonica, očku pa slon. Slonček je 2 leti v maminem trebuhu, preden se rodi. Mama slonica mu pomaga, da takoj vstane in se postavi na svoje noge. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dober dan, otroci! Danes se selimo na planet iger z deklico Fortuno. Ta pravljica morda ni primerna za lahko noč, je pa odlična za dobro jutro, dober dan, dober večer. Fortuna, planet iger. Zvedava deklica, vedno nasmejana, malo navihana in prijazna, je prišla iz šole, naredila nalogo, nato pa odšla v kuhinjo. Mami, dolgčas mi je, kaj naj počnem? Je spraševala Fortuna mamo, medtem ko je kuhala kosilo. Dolgčas? Ali te zanima, kako smo se igrali včasih, ko še ni bilo interneta in mobilnih telefonov, igric in modernih risank? Ja, seveda me zanima. Počakaj, grem na podstrešje, kjer v škatli še vedno hranim svoje igrače in spominke iz otroštva. Mama se je hitro vrnila, Fortuna pa jo je z navdušenjem in radovednimi očmi pričakovala, saj se je rada učila novih stvari. Poglej, Fortuna, frnikule, si jih že kdaj videla? Wow, a greva na dvorišče, moja bo tale bajsika in zmagala bom. Skupaj sta odšli pred hišo, si naredili v zemljo luknje, pripravili teren, določili pravila in začeli igrati. Neizmerno sta se zabavali in uživali. Še prej pa je mama Fortuni razložila pravila. Za igro s frnikulami, majhnimi kroglicami različnih velikosti, potrebujemo ravno površino, kamor s kredo narišemo krog, ali pa zemljo oziroma peščeno podlago, kamor napravimo luknjo. Vsak igralec ima pri sebi svojo zbirko frnikul. Vsi vključeni igralci istočasno vržejo po eno frnikulo proti prosti jamici. Kdor je jamici najbližje, jo prvi skuša zadeti. Če mu uspe, postavi svojo frnikulo ob rob jamice in cilja eno od soigralčevih frnikul. Če jo zadene, jo lahko vzame in z istega mesta cilja naslednjo.
Strelja se tako, da se upogne kazalec in se frcne frnikulo proti drugi. To je sproščena igra, pri kateri se lahko udeleženi igralci na začetku dogovorijo za dodatna in svoja kreativna pravila. Mami, imaš še kakšen predlog za igro na prostem? Imam, poglejva v škatlo. Krede? Zakaj krede? Narisali bova fuč, tej igri nekateri rečejo tudi ristanc. Potrebujeva samo kredo in kamen. Nariševa ristanc, nato se igra lahko začne. Kakšna so pravila? Za igro ristanc ali fuč potrebujemo kredo in kamen. Število igralcev je poljubno. Na tla narišemo več med seboj povezanih kvadratov, ki jih oštevilčimo od 1 do 8. Uporabimo lahko tudi malo domišljije in kreativnosti, ter jih oštevilčimo do 10, 12, 15. Kamenček vržemo v prvi kvadratek in skačemo po oštevilčenih kvadratih. Kjer so enojna polja, skačemo z eno nogo, v dvojna pa z obema istočasno. Na koncu se obrnemo v skoku in enako skačemo nazaj do številke 1, kjer na eni nogi v počepu poberemo svoj kamen. Nato vržemo kamen v kvadratek številka 2 in skačemo po isti poti, ter vmes na številki 2 poberemo svoj kamen. Tako nadaljujemo do najvišje številke. Če kamenčka ne vržemo v pravi kvadrat, nadaljuje naslednji igralec. Zmaga tisti, ki prvi pride do najvišjega števila in priskače do konca. Krede so se zdele Fortuni zelo zanimive in začela je risati krog, saj so se v šoli že igrali igro Kradem zemljo. Mama je bila zelo vesela, da so vse igre iz njene mladosti hčerki všeč. Tokrat je pravila razložila kar Fortuna. Za to igro potrebujemo kredo in palico. Na tla najprej narišemo majhen krog, sonce, okoli njega velik krog, svet, nato označimo države. Igro začnemo tako, da se v sonce pokončno postavi palčko in se jo spusti. Komur je palčka padla na njegovo ozemlje, se mora palici čim prej približati, stopiti na njo in zaklicati: Napadam, napadam Italijo! Ali katerokoli drugo napisano državo, ter vrže palčko na ozemlje Italije. Otroci se medtem razbežijo. Igralec, ki ima v lasti Italijo, hitro stopi na palčko in zakliče: Stop! Vsi obstanejo. Italijan pa pobere palčko, se sprehodi po črtah sveta in s palčko zadene najbližjega. Če ga zadene, mu lahko ukrade zemljo. To naredi tako, da s kredo čim dlje zariše črto, ne da bi kjerkoli stopil na tuje ozemlje. V nasprotnem primeru, če igralca ne zadene, mu lahko nezadeti ukrade zemljo. Igro se lahko igramo tudi z žogo, predvsem pa smo lahko tudi tu inovativni in na novo ustvarjalni, vendar se moramo o pravilih dogovoriti pred začetkom igre. Deklica pogleda v škatlo in najde dolgo elastiko. Mami, kaj je ta dolga elastika? Pokliči očka, da se nama pridruži. Igrali bomo gumitvist. Očka se je pridružil. Mama jima je okrog nog namestila elastiko in že vsa navdušena skakala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Še prej pa je mami razložila pravila. Potrebujete nekaj metrov dolgo elastiko, ki je ob koncih zvezana skupaj. 2 osebi stojita z razkoračenimi nogami znotraj elastike, tako da jo držita napeto. Ostale osebe posamezno skačajo vnaprej določene skoke po določenih zaporedih. Stopnje zahtevnosti se višajo z višino napeljane elastike. Prva stopnja je okoli gležnjev, druga okoli kolen, tretja pod zadnjico. Ko igralec zaporedje skokov uspešno zaključi na prvi stopnji, sledi druga in tako dalje. Ko ene izmed stopenj ne opravi uspešno, se zamenjate. Če vas ni dovolj, lahko elastiko napeljete okoli kakšnega stebra ali stola. Kaj pa to, mami? To poznam, imajo tudi prijateljice v šoli. Juhuhu, zdaj bom imela tvojo, ki ima posebno vrednost, saj je že tako stara. Vsi se na glas smejijo in hihitajo, saj se je Fortuna pošalila iz starosti svoje mamice. Za igro Strings potrebujete pol metra dolgo vrvico, ki je ob koncih zavezana skupaj. Napeljete jo med prsti obeh rok in soigralcem izmenjujete to vrvico z najrazličnejšimi idejami medsebojnega prepletanja. Kje pa je tvoj brat? Vpraša mama. Pokliči ga, igrali se bomo pepčka. Pri igri pepček se sodelujoči postavijo v krog in si podajo žogo. Na sredini se prosto giblje pepček, ki skuša žogo prestreči. Ko se je dotakne, ga zamenja igralec, ki jo je zadnji držal v rokah. Ta igra je zelo preprosta, a izredno priljubljena med otroci in starši. Sonce se bo kmalu skrilo, mami. Še lahko gremo na sprehod z lučkami. Seveda!
Otroci imate radi sprehode, zato je lahko pohajkovanje v vaši družbi posebno doživetje. Odpravite se v park ali bližnji gozd, morda ob jezero. V sproščenem in iskrenem pogovoru boste vsi uživali, pa tudi kakšno skrivnost boste izvedeli. Zvečer vzemite s seboj svetilko in čaka vas skrivnostna pravljica. Po napornem in aktivnem dnevu so se zvečer vrnili v hišo. Medtem ko je mama pripravljala večerjo, so se ostali za mizo igrali prstne igre. Ena račka je umrla, ali pojdeš na pogreb? To igro lahko igra več oseb ali vsaj 2. Na mizo ali na kakšno drugo podlago položite roke z iztegnjenimi prsti. Eden se pomika po prstih in zraven šteje oziroma govori s števanko. Ena račka je umrla, ali pojdeš na pogreb? Da. Koliko vencev boš nosila? Oseba s prstom, na katerem se izštevanka ustavi, skrije ta prst v dlan. Zmaga tisti, ki prvi pospravi oziroma skrije vse prste. Povečerjali so, se oprhali in Fortuna je v pižami še polna energije k mizi prinesla karte, ki jih je našla v mamini škatli spominov. Mami, prosim, nauči nas še to igro. Obstaja veliko različnih vrst kart in tudi iger, ki jih lahko igramo skupaj z otroki. Najpogostejša je igra s kartami 1. Poznamo pa tudi igre Črni Peter, Vojna, Osel, Lažnivec, Pujsek, za katere potrebujemo različne komplete in vrste kart. Tudi pri igrah s kartami veljajo različna pravila, ki jih je treba pred začetkom dogovoriti in uskladiti. Še vedno pa velja, da sta najpomembnejši zabava in dobra volja. Utrujeni so si umili zobe in skočili v posteljo. Fortuna in bratec sta rekla mamici: Mami, nama poveš še eno kratko rimo? Veš, sedaj je zelo popularen rap. Ko dan se v noč prelevi, Fortuna si novo zgodbico slišati želi. Privije se k mamici in z vedavimi očmi, da se kar iskri, posluša njene pripovedi. Bratec se oglasi: Še zame kakšno rimo? Ljubezen moja se ne deli, ampak množi. Bratec zraven se jezi, saj misli, da pozornosti ne dobi. A mami hitro ponovi: Ljubezen moja se ne deli, ampak množi. Tin, a veš, katera igra bi bila sedaj prava zate? Človek ne jezi se. Igra Človek ne jezi se je ena izmed najbolj priljubljenih družabnih iger. Ima zelo enostavna pravila. Na začetku vsak igralec vrže kocko in kdor ima največje število, začne prvi. Vsak vrže kocko 3-krat, dokler ne vrže 6 pik in lahko postavi figuro na svoje začetno polje. Nato pa se s figurami vsakič pomakne toliko mest, kolikor je vrgel številko na kocki, ko je prišel na vrsto. Na cilju ne smemo preskakovati figur ali pol, ampak je treba vreči točno število pik, ki jih potrebujemo, da zapolnimo vsa mesta. Kdor prvi zapolni vsa 4 mesta na cilju, je zmagovalec. Planet Fortuna je svet, kjer hiša in dom sta veselja vir. Planet Fortuna je svet, kjer sreča je motiv življenja. Planet Fortuna je svet, kjer v srcu sije sonce in sveti luna. Je center veselja, to je moj planet Fortuna. Malčki moji, kar nekaj idej za igro na prostem smo dobili danes, kaj ne? Kdaj jih bomo preizkusili? Čim prej, se strinjam. No, pa gremo. A ja, še objem, poljubček in pa do prihodnjič.